Iz trgovin pa se zdaj selimo v dnevne sobe. Čeprav so geslo ostani doma nekateri še do nedavnega razumeli kot pojdi na družinski izlet na drug konec Slovenije, je omejitev gibanja na matično občino iz letniškem vedenju očitno vse naredila konec. Če že ne nova omejitev, pa vsaj policaji. Skupaj so od uvedbe ukrepa pred tednom dni zabeležili 2940 kršiteljev, od tega so 1366 izrekli opozorilo, 1574 pa jih lahko pričakuje celo položnico zdravstvenega inšpektorata, ki je zadolžen za izrekanje kazni. Z teh cifer je kristalno jasna samo ena stvar. Če vas ne bo dobila korona, vas bojo najverjetneje možje v modrem. In oni imajo, za razliko od virusa, več kot 50% uspešnost. Morda se zdi število kršiteljev na prvi pogled visoko, toda podatek velja za več kot 4000 kontrolnih točk po Sloveniji, kar pomeni dvoje, da so na povprečnem kontrolnem mestu odkrili manj kot eno kršitev in da se teoretiki zarote niso nujno motili, ko so nas opozarjali, da bo gospod Janša uvedel policijsko državo. Minuli konec tedna se praktično nikamor niste mogli odpraviti z avtomobilom, ne da bi vas pričakala policijska kontrola. Omejitev gibanja znotraj meja lastne občine si je vlada vzela za eno od prioritet. Policiste so zaradi preprečevanja širjenja epidemije potegnili celo z naše južne meje. Ja, z drugimi besedami, nova desna vlada dela točno to, kar se od nje pričakovalo. Z vsemi razpoložljivimi sredstvi zaustavlja ilegalne migrante. Le da ti v nasprotju s pričakovanji ne prihajajo iz napačne države, ampak z napačne občine. Očitno se teoretiki zarote niso nujno niti motili, ko so nas opozarjali, da bo gospod Janša iskal notranje sovražnike. Le da to niso več strici iz ozadja, ki furajo državo, pač pa moj stric iz Zasavja, ki čez občinsko mejo fura svojega golfa. Daj pogled, zakaj bo do posameznih kršitev vseeno prihajalo. Glavni razlog teh kršitev so bile večinoma prehod med dvema sosednjima občinama. Saj je veliko takih, ki točno ne poznajo vsebine odloka, pa nepoznavanje mej sosednjo občino. Ja, epidemija koronavirusa nam je poleg spoznanja, da res nočemo več poslušati svojega partnerja, očitno prinesla tudi spoznanje, da nismo poslušali niti pri geografiji. Čeprav, če smo povsem iskreni, je trenutno napis dobrodošli na občinski tabli tako varljiv, kot odgovor žene, ko po fajtu reče, v redu sem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.